V parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru so se v nedeljo 5. avgusta slavnostno proslavo spomnili dogodkov izpred 150 let, ko je na tem istem mestu 9. avgusta 1868 potekal prvi slovenski tabor. Na njem se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali temeljne narodne pravice in osnovali ideje o zedinjeni Sloveniji. Smo na posvečenem mestu. Na mestu, kjer si segata v roke človek in zgodovina. Na mestu, kjer je človek vse bolj postajal slovenski in zgodovina obča, ljudska. Smo na mestu, kjer se je že pisala slovenska ustava, še preden je bila napisana. Smo na mestu, kjer je Prlekija postala Slovenija v malem in Slovenija Prlekija v velikem. Smo na mestu, kjer se je dogajalo žitje in bitje slovenskega naroda in se še dogaja. Ideja tabora prelekom sploh ni bila tuja. Od vsega začetka jim je bila vrojena v genih. Termin so sicer prevzeli po Čehih, ki so malo pred njimi priredili takšen tabor, ampak termin je turški. Veliko močnejšo, magično moč so igrala doživetja taboritov, ki so bili včasih gojenci Varaždinske gimnazije. Ideja je dozorela za tabor nekje poletju leta 1968. Da bi bili v organizaciji močnejši, so se povezali z mariborskimi čitalničarji, ki pa so izkazali mlahavost, negotovost, neodločnost, cincanje in morajo poseči takrat vredni, so rekli, vredni Božidar Rajić, nekdanji gojenec Varaždinske gimnazije, ki je v samem Varaždinu spremenil prejšnje nemško ime iz Matija Rajha v Božidarja Rajića. Ta hip pa je bil duhovnik, župnik pri Sveti Barbari v Halodah. In vatreni Prlek je ostro posegel, radikalno, da mora ideja zedinjene Slovenije biti stržen taborskega sporočila. In tako se je tudi zgodilo. Zbrane je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Praznujemo imenitno 150. obletnico prvega slovenskega tabora. Počaščen sem, da vas ob tem posebej čudovitem slavju slovenstva lahko nagovorim. Gospe in gospodje, vzemimo si danes to svobodo, da sežemo zgodovinskim spominom 150 let nazaj za to, da bi smeleje razmišljali 150 let naprej. Ne gre za to, da bi slepo ugibali ali prazno sanjali o taki prihodnosti. Za marsikatero reč ne moremo reči niti kaj bo jutri, kaj šele čez leto dni. Toda za potrebe te današnje slovesnosti smemo tvegati eno pomembno ugotovitev, eno pomembno presojo, ki je bila danes med govorniki že počrtana. Ustanovitev samostojne slovenske države je bil najpomembnejši rezultat naših dosedanjih zgodovinskih stremljenj in bo tudi v prihodnosti glavno orodje našega narodnega razvoja. Samostojna država bo osrednji vzvod naše narodne prihodnosti. Ne vemo, kako bo s slovenstvom in svetom čez 150 let. Vendar si naš prihodni razvoj lahko predstavljamo edinole v okviru naše državne suverenosti. Občina Ljutomer enkrat na 10 let podeli tudi svečano taborsko plaketo. Letos jo je prejel Stanko Kristl. Danes imamo vsi skupaj redko priložnost zahvaliti se izjemnemu rojaku za življenje polno pravih vzgledov in odmevnih rezultatov. Osebi žlahtnega kova, ki je svobodno sejala žlahtna dejanja. Prlek, ki je šel v svet in spremenil podobo Slovenije. Kot univerzitetni profesor in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti je prispeval v narodno zakladnico znanja in kot arhitekt zaznamoval obliko in uporabnost naše države. Letos mu je predsednik republike podelil srebrni red za zasluge, za njegov prispevek k razvoju slovenske arhitekture
ki s svojo izjemnostjo in relevantnostjo pomembno določa slovensko arhitekturno dediščino 20. stoletja in je dragocen prispevek k eksperimentalni arhitekturi povojne Evrope. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, taborsko plaketo prejme akademik profesor dr. Stanko Kristl. Posebno čast si štejem, da mi svet občine Ljutomer namenja ob 150. obletnici prvega tabora, slovenskega tabora, na predlog gospe županje magistre Olga Karbo plaketo slovenskega tabora v letu 2018. Počaščen se čutim toliko bolj, ker se plaketa podeljuje vsakih 10 let. Na proslavi so tako kot pred 150 leti spregovorili tudi predstavniki različnih skupin ter podali svoje predloge in zahteve po reševanju številnih težav, s katerimi se soočajo. O teh je spregovorila tudi županja občine magistra Olga Karba. In še posebej hvala današnjim govorcem za iskrene misli in dobronamerne predloge. Zanimivo se mi zdi, da smo vse, kar ste povedali, že večkrat slišali v zadnjih letih. Ampak žal je vse povedano tudi bilo prevečkrat preslišano in to ni dobro. Kako naj potem uspejo velikopotezni ukrepi, strategije in akcijski načrti za preboj Slovenije, če nam ne uspe urediti tako logičnih predlogov, kot so bili danes predstavljeni? V vsakodnevnem delovanju vsi čutimo to razhajanje, ta neposluh predstavnikov države za realno življenje. To čutimo tudi v občinah, kjer v zadnjih letih prejemamo milijone manj sredstev, kot to predvideva zakon in se na nas hkrati prelaga skrb za vedno več nalog in odgovornosti. Zakon o financiranju še vedno velja, se ni spremenil, ampak predstavniki države ga ne spoštujejo. To vidimo v civilni družbi, kjer se premalo medsebojno spodbujamo, tiho protestiramo s tem, da ne obešamo zastav ob praznikih s ponosom, vedno zahajamo v pogovore o tem, kaj bi lahko bilo narobe. Predvsem pa je zanimivo, koliko malih stvari bi lahko naredili bolj preprosto, pa ne gre. Postopki ne dovoljujejo, zakoni ne predvidevajo. Vsi izbrani predlogi bodo zapisani in predani predsedniku vlade ter županu taborskega mesta Žalec s pobudo, da se pogovor in razprava nadaljujeta tudi v prihodnje.